Si slišala za poskus umora iz časti v Washingtonu, kjer sta dva starša poskušala poročiti svojo mlado hčerko s starejšim moškim? Ona je to zavrnila. Nato sta jo poskušala poškodovati, potem pa sta bila oproščena, čeprav je bilo vse posneto s kamero. Ja, ne pretiravam. In to se ni zgodilo v Afganistanu. To se je zgodilo v Washingtonu, v Ameriki. Poskus umora iz časti, za katerega so sodniki iz nekega razloga menili, da bi morali te starše preprosto izpustiti na prostost. Imam veliko zapovedati, ampak najprej si hitro poglejmo podrobnosti, prav? Prav, vsi skupaj. Torej, tukaj je. V zelo odmevnem primeru v zvezni državi Washington je porota okrožja Thurston oprostila starše Lacey, Ihsana in Zahro Ali poskusa umora in napada prve stopnje nad njuno 17-letno hčerko. To se je zgodilo oktobra 2024. Napad je pritegnil nacionalno pozornost, ko je bil posnet s telefonom pred srednjo šolo Timberline. Torej, to deklico, ki obiskuje srednjo šolo, njeni starši poskušajo poročiti starejšim moškim. Ona reče ne, nato pa jo poskušajo ubiti. Vse je posneto s kamero, pa jih porota kljub temu oprosti. Joj, sem jezna. Dobrodošli v Bushbacku. Jaz sem Meira K., vaša gostiteljica. Ne pozabite se naročiti, všečkati ta video in ga deliti s prijatelji, ker se upiramo. Delimo nore stvari, ki se dogajajo tam zunaj in poskušamo ponuditi nekaj normalnega komentarja na vse to. Torej, če je to nekaj za vas, dobrodošli in ne pozabite biti pozorni na zelo razburljive novice, ki prihajajo kmalu. Torej, incident. Najstnica je pobegnila od doma in odšla na svojo nekdanjo srednjo šolo po pomoč, saj je trdila, da jo starši nameravajo prisiliti, da odpotuje v Irak in se poroči starejšim moškim. Sodni zapisi so pokazali, da je oče že prej grozil z umorom iz časti, če bi zavrnila. Za tiste, ki ne vejo, kaj pomeni umor iz časti, to pomeni, da če ženska ne prinese časti družini, jo lahko. Kakorkoli. Ko sta jo starša izsledila pred šolo, je prišlo do nasilnega spopada, v katerem je oče spravil najstnico v davilni prijem. Kako čudovito. Po sojenju 20. julija veste kaj? Veste kaj? Ne govorimo o tem, kaj se je zgodilo. Raje hitro poglejmo, ker je to dovolj, da vsakogar razjezi. Dva starša iz Laceyja sta zdaj izvedela svojo usodo zaradi brutalnega napada na svojo hčerko pred njeno šolo. Dober večer in hvala, da ste z nami, sem Molly Shane. In jaz sem Preston Phillips. Ihsan in Zana Ali sta bila prejšnji mesec oproščena poskusa umora. Vendar je porota gospoda Alija spoznana za krivega napada in nezakonitega pridržanja. Gospa Alija je bila spoznana za krivo kršitve sodne odredbe. Pridružite se Komasu, Lin in Vejnu, ki imajo najnovejše informacije s sodišča. Misliš, da sem ogabno človeško bitje? Mislim, da si ogabna pošast. Solzami v očeh najstniška hči Ihsana in Zare Ali nagovarja oba starša zaradi tega, kar se je zgodilo pred srednjo šolo Timberline. Mislim, vem, da to gledamo precej mimogrede, ampak ali lahko govorimo o tem, da imaš 17-letno najstnico, ki hodi v ameriško šolo, njena starša pa sta jo poskušala odstraniti? V redu. Vsa drama, ki je potrebna, samo pomisli na poroto. Samo pomisli, da si v sobi z dvema staršema in mlado deklico, ki pripoveduje zgodbo o tem, kako sta jo poskušala poslati v Irak, da bi se poročila starejšim moškim. Ona tega ni hotela, zato sta jo poskušala odstraniti. Oprosti. Ali živimo v Afganistanu v 18. stoletju? Ne, mislim, da ne, ampak nekako se tako zdi, kaj ne? Oktobra 2024. Kako si sploh lahko praviš oče? Poskušal me je ubiti. Moj oče me je poskušal ubiti z lastnimi rokami. Mislim, ja, to je verjetno precej problematično, kaj ne? Kakorkoli, posnetek si bomo ogledali čez trenutek po kratkem sporočilu naših sponzorjev. Vem, da ste opazili, da moja koža izgleda čudovito. In iskreno nisem oseba, ki bi imela rutino. Imam samo majhno skrivnost. Začela sem uporabljati OneSkin OS1 v svoji vsakodnevni rutini. In s časoma je moja koža resnično videti bolj gladka in bolj zdrava. In vi ste to opazili. Kar naredi OneSkin drugačen je to, da je zasnovan tako, da cilja na tiste zombi celice, starajoče se kožne celice, ki prenehajo pravilno delovati in prispevajo k drobnim linijam ter pusto koži. Ne da bi jaz postajala stara. Rezultati so podprti 4 recenziranimi kliničnimi študijami, več kot 10.000 5-zvezdičnimi ocenami, Bloomberg pa jih je celo prepoznal kot vodilne na področju dolgoživosti kože. In zelo sem vesela, da so moj sponzor.
Nastala na podlagi več kot desetletja raziskav dolgoživosti, je OneSkinova peptidna učinkovina OS01 dokazano usmerjena v vidne znake staranja, kar vam pomaga doseči najbolj zdravo kožo zdaj in tudi staranjem. Za omejen čas lahko preizkusite OneSkin s 15% popustom z uporabo kode MEIRA na oneskin.co/oneskin.co/MEIRA. To je 15% popusta na oneskin.co s kodom MEIRA. Po nakupu vas bodo vprašali, kje ste izvedeli zanje. Zato prosim, podprite oddajo in jim povejte, da sem vas jaz napotila. Ja, lahko. In fantje, priznajmo si, videti sem kar dobro. Kakorkoli, to ni bistvo. Bistvo tega je, da govorimo o tem, kako besni smo zaradi dejstva, da se častni umori dogajajo v Washingtonu ali pa so vsaj lejci in starši zdaj izvedeli svojo usodo. Nisem rekla, da mi je všeč, da se je to zgodilo, ampak sem vesela, da sem stran od te situacije. Vesela sem, da sem tukaj, še vedno sem živa. Prvotna napoved. Mislim, če pomislim na to, da je bila ta punca ogrožena z umorom iz časti in da so morali njeni starši dejansko biti ujeti na kamero, ko so jo poskušali ubiti, dobesedno, zdaj je svobodna od njih. Skoraj so jo poslali v prekleti Irak, da bi se poročila starim moškim. Mora obstajati kakšen zakon glede tega. In mislila bi, da bi se moralo nekaj zgoditi. Ti ljudje bi morali iti v zapor zaradi tega. Ja? Ampak ne, to se ni zgodilo. Preiskava je pokazala, da je gospod Ali grozil svojih hčerki s tako imenovanim častnim umorom. Toda tožilci so kasneje povedali, da ni bilo dokazov, da bi bil to motiv za zločin. Strogimi besedami sodnice Kristine Šaler, ko je izrekla približno 20-mesečno kazen za gospoda Alija in 364 dni od tega 83 dni pogojno za gospo Alijevo, kot to dovoljujejo državne smernice za izrekanje kazni. Toda niste je nameravali izpustiti in ji niste dovolili dihati, ker nihče drug ne bi nadzoroval situacije. Vi ste želeli ohraniti nadzor. Ljudje morajo spoznati, da potrebujejo več pomoči. Jaz nikoli nisem dobila pomoči, ki sem jo potrebovala, dokler se to res ni zgodilo. Morala sem biti najprej res zadavljena, da sem dobila pomoč. Tega nisem želela, ampak to je bil edini način, da sem dobila pomoč. In želim, da ljudje resnično spregovorijo zase. Iz okrožja Thurston poroča Lennon Gwen, Como News. Torej, to se res dogaja, fantje. Ljudje dejansko trpijo zaradi častnih umorov in poskusov častnih umorov na krajih, kot je Washington. Mislim, resno, govorimo o pomanjkanju asimilacije in pomanjkanju poskusov vključevanja v našo družbo. Mislim, to je pravzaprav največji pokazatelj, kar si jih lahko zamislite. Tukaj je video. In ponovno, razsodba je šokantna. Uspelo mi je spraviti Alija v zapor zaradi nečesa, vendar ne zaradi poskusa umora njegove hčerke, ker ni bilo dovolj dokazov, kljub temu, da vse kaže v to smer. Ne morem si pomagati, da ne bi razmišljala o tisti sodnici, ker si lahko videla na obrazu. Bila je jezna. Nisi želela, da bi se ta zgodba končala na tak način. Torej, to je na kraju dogodka, kaj ne? Torej, tukaj so notri. Prišlo je do osupljivega in resnično šokantnega preobrata v tem primeru iz Washingtona. Par je bil obtožen, da sta poskušala ubiti svojo lastno hčerko na njeni srednji šoli. Nisem je slišal, nisem govoril z njo, nisem vedel, o čem govori. Naj vas pokliče, jaz sem v stiku z njimi. Okay. Samo vem. Torej, gospod. Mama, se spomniš? Se spomniš, da sva govorila o tem, da ne smeš biti na posestvu Thirsty Timberlake? V redu, je to osumljenec ali žrtev? To je tisti tip, o katerem ti govorim. To je tisti tip, ki... Izginil je! Wow, počakaj! Hvala, da ste se nam pridružili tukaj na Law and Crime. Sem Elizabeth Milner. Starši žrtve so bili obtoženi. Vključno z poskusom, počakajte, nismo. Jaz želim videti posnetek, video. Poglejmo, kaj se je dejansko zgodilo. Hej! Kaj je? So is that something? Novokaltopija, Čičenica. Ne morem več s temi YouTube oglasi. Tako so nadležni. Še kdo drug sovraži YouTube oglase? V redu, ljudje, to ni bistvo. Torej, v bistvu, to se zgodi pri tem umoru iz časti, prav? Torej imaš ta poskus tega očeta in te matere, ki prideta v šolo, prav? Okoli je veliko ljudi, ko grozita svojih hčerki. In že to samo po sebi je malo čudno. Samo malo čudno, prav? Ne. Želim videti dejanski posnetek. Moraš dobiti več. Ja, dam ti besedo. Nisem vedel tega. Ja.
V redu. Torej, nisi prepričal mame? Zakaj mama paničari? Koliko časa ti je vzel? A nisi dobila novega posnetka od vseh ostalih? Ne vem. Smo ga dobili. In kot sem rekel, tvoj posnetek je v nasprotju s tem, kar pravijo oni. Zato bi rad slišal tvojo plat, prav? Dobili smo njihovo izjavo. Res je noro, kako je danes kriminal kar posnet. Torej, prav. Torej, ima to na kameri, torej mu kaže, da je to posnela s kamero. In tako je na kameri dokaz, da jo je poskušal zadaviti. Držala sem ga tako in on ga je vrgel prav tja. In zato se je tukaj prekinilo. Bila sem... Snemala sem, ker sem lahko videla. Videti je res traumatizirana in prestrašena. A ne vidiš slike? Zato sem prenehala snemat in takrat je poskušal priti do mene. Vidiš, kako jo drži njega? Ne, pa ti si rekel. Ti si to rekel. Imam veliko misli o tem, ampak mislim, da je ta tip to najbolje povzel. Kje se je to zgodilo? Tik pred šolo, pred njenimi prijatelji. In jaz temu pravim nečastna zloraba. Ne vem kako. Ti dve besedi gresta skupaj. Umor iz časti svoje lastne hčerke, ker se noče poročiti z nekim čudnim starcem iz Iraka. Se hecaš? Kakorkoli, vemo, da v tej državi, in ne vem kako starši ne razumejo, da tega ne moreš narediti. To so naredili zelo javno, pred celo množico ljudi. Ampak, kot sem vam povedal na začetku, so te ljudje videli, kaj se dogaja. Niso samo stali ob strani in ničesar naredili. Posredovali so in rešili to mlado dekle iz rok njenega lastnega očeta, ki so bile okoli njenega vratu. Mislim, veste kaj? Tukaj je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Vidimo, da je v naši družbi problem, ker ti ljudje udirajo, ampak ali delamo dovolj, ne samo da zaščitimo svoje otroke, ampak da zaščitimo otroke teh ljudi. Te ljudi, ki so manični, nori in nevarni, ter imajo verske ideologije, ki so neverjetno nevarne, ali delamo dovolj. Ker porota ni naredila ničesar. Niso je zaščitili. Vsaj ne ustrezno. Poslali so ga v zapor za nekaj mesecev zaradi tehnične podrobnosti. Kaj je to? Mislim, osebno mi je bolj mar za svoje otroke kot za njihove otroke, to je logično, in bolj mi je mar za naše otroke kot za otroke te družbe, ampak mi je vseeno mar za njih. In res se moramo vprašati, ali bo prišla točka, ko bomo spoznali, da se ne borimo samo za nas, ampak tudi za njih in da je treba nekaj storiti. Hvala za vašo pozornost. Gledajte zadeve.